V današnjem svetu je toliko razlik in toliko skupnih lastnosti in toliko želja in toliko dobrote in toliko upanja in moči in znanja. Med nami obstajajo različni ljudje. Mi smo jih klasificirali ljudi s posebnimi potrebami. Imamo ministrstvo, ki se imenuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Imamo varuha človekovih pravic, pacientovih pravic, imamo koordinatorja duševnega zdravja, imamo zastopnike duševnega zdravja, imamo odvetnike, sodišča, imamo parlament, imamo poslance, imamo predsednike in imamo tudi poslanske skupine, v katerih so za to področje enakih možnosti in ljudi s posebnimi potrebami določeni ljudje. Ko vstopiš v ta sistem in potrebuješ spodbudo in pomoč za napredovanje v osebnem, v izobraževalnem, v poslovnem in družinskem življenju, preprosto iščeš prave osebe. In ko po dolgih, truda napornih letih, veselja, upanja, omahovanja, končno ugotoviš, da si vedno na istem, če nisi v pravem krogu, vztrajaš še naprej. Nekega dne pa spoznaš, da je treba spregovoriti. In prav zaradi tega, ker moraš spregovoriti, imamo ljudje eno zelo lepo lastnost, da vse te svoje misli znamo izražati z umetnostjo, in ta umetnost je najgloblji pomen človeka, ki je necenjena in zato tudi v mnogih deželah umetnost ne preseže tega kot področje gospodarstva, medicine in podkupovanja ljudi. Zakaj je zlo na svetu in kdaj bo prenehalo delovati, je odvisno samo od nas. In zdaj bi rada prebrala en tak droben utrinek osebe, ki se nahaja v tem področju in išče samo sebe. Prvo vprašanje, če misliš ubogati. Drugo je dejanje, če misliš imeti mir stanje. Tretje pozabljam in to znova in znova. Druga misel pa sledi takole. Upočasni laž znotraj nacije, naj laž stoji, resnica naj zmaguje. Besede so glas narave, manifest narave. Prav tako bi se o tem lahko izražali z glasbo ali risbo ali plesom, lahko pa samo mirno sedimo in čakamo, da se bo zgodilo samo od sebe. Kajti manifest narave je ravno tak, da narava sama poskrbi za sebe. Človek pa se ima za najvišje intelektualno bitje, pa posega v naravo, naravne zakone in uničuje tudi sobivanje na planetu. Ne bom se spuščala v podrobnosti, zelo žalostno pa je, da smo napisali številne besede, da smo prosili številne ljudi, potrkali na mnoga vrata in čakamo. In nekega dne bo to čakanje obrodilo sadove. Saj gre na bolje. O tem pišejo številne knjige, ki so jih napisali strokovnjaki s področja duševnega zdravja in s področja za ljudi s posebnimi potrebami. Tukaj mislim na ljudi, ki so slepi, gluhi, ki imajo težave v lokomotornem sistemu, ki so se takšni že rodili ali pa so preko poškodbe to pridobili tekom življenja. Zanimivo pa je, ker je človek tako visoko misleče bitje in samostojen pri odločanju, da si določen krog ljudi, jaz bi jim rekla elita, dovolijo posegati z medikamentoznim zdravljenjem, z raznimi kirurgičnimi posegi. Žalostno pa je, da posledice niso tiste, ki bi zaustavile to. In zelo prezenten je podatek ameriškega psihiatričnega združenja, ki je objavilo
podatke za leto, naprimer 2012, priročnik, ki se imenuje DSM, kar je podlaga za globalno diagnosticiranje mentalnih bolezenskih stanj vsakega posameznika. Samo na podlagi te diagnostične metode ti določijo diagnozo, ki jo nosiš vse življenje. V 100 letih se jih je nabralo 570. Množijo se eksponentno in ne temeljijo na meritvah, temveč na dogovoru stroke, ker je to ogromen biznis. Slovenija je v letu 2012 izdala 17 milijonov receptov, kar znese 454 milijonov antidepresivov, ki delujejo na avtonomni živčni sistem in vitalne organe. 500 milijona receptov, to je približno 300 evrov na osebo, od 500 milijona za zastrašujoče številke, saj je na primer 1/4 prebivalstva ni koristila. Izumili so celo imena za te diagnoze. Obstaja celo ena najnovejših, mislim, da tudi nisem aktualna ali ažurna. V tem času, ko sem sestavljala tole, je najbrž že kakšna nova. Ta se imenuje ODD, se pravi duševna motnja, ki je značilna po tem, da odstopaš od povprečja, da si neposlušen do avtoritete, da se ne strinjaš, da nasprotuješ, zastavljaš vprašanja o načrtih, da se hitro razjeziš, da si nagnjen k argumentiranju in da si vedno dvomljiv v avtoriteto in lastno mnenje ta demokratični sistem ne upošteva. Kaj pa je živeti mentalno zdravo enoumje? Kaj pa, če bi bilo to dvoumje, troumje? Zakaj moramo vsako stvar postaviti v besedo in točno tako mora biti? Narava se spreminja, se dograjuje, umira in zraste nova. Mi ljudje pa si delimo pravico, da ljudi postavljamo v predalčke. In Ministrstvo za zdravje ima svoje vrednote. Zdravniki svoje, terapevti svoje. Človek, ki se postopi pomagati sam sebi, naredi največ. Zanimivo je tudi to, da obstajajo številne knjige ljudi z področja čustvenih motenj, ki sami ugotavljajo in pišejo, naprimer Tomaž Sas, Kraja človeka, potem William Glasser, Psihiatrija škodi vašemu duševnemu zdravju. In teh knjig je na policah kolikor hočeš. Ampak ta glas ne seže nikamor, čeprav so te ljudje strokovnjaki, ki jim je za verjeti. Voz uspeha in bogatenja farmacevtskih firm, trastov, tovarn in tudi novih delovnih mest gre nezadržno naprej v škodo avtonomnega živčnega sistema in vseh vitalnih organov. Dokaz v tem vsakdanjem življenju razumemo kot nekaj, kar je popolnoma resnično in ne more biti drugače, kot je. Če k temu dodamo pridevnik, da je to znanstveno, kar sem zdaj omenila, potem za navadnega državljana ne more biti nobenega dvoma, kajti znanstveni dokaz je brezpogojna resnica. Zemlja je okrogla, za nočjo pride dan, iz kalčka zaraste rastlina in vsi umremo. In če tiskovnico potisnem z mize, bo vsakič padla na tla in je to dokaz delovanja zakona gravitacije. Zdravljenje, medicina pa ni utemeljeno na takih dokazih. Deluje na podlagi dogme, verovanja in APP, to je Ameriškega psihiatričnega združenja, in DSM, to se pravi lestvice diagnosticiranja posamezne osebe. Vsak od nas, ki bi prišel na tak pogled, bi preprosto postal član te skupine. Tisti ljudje, ki pa so na tem področju,
vidno hendikepirani, če dovolite, da tako rečem, ker imajo fizične oviranosti, ker imajo gibalne oviranosti, ker imajo mišične oviranosti, ker imajo vidne in slušne meje. Tisti ljudje pa morajo prositi za vsako stvar, od vrtca, šole, do poklica, do samosvajanja in graditve svoje družine in prihodnosti in trajne socialno-ekonomske varnosti. Kaj naj, stojimo vsi na cesti in čakamo, da se bo kaj zgodilo? Ali so do tega upravičeni samo tisti, ki se jim vidi, da so drugačni? Pravzaprav, kaj pa je drugačnost? Zakaj je pa narobe, če si drugačen? In kdo ima to pravico, da meni določa, da zaradi svoje drugačnosti ne smem z njim skupaj naprej v njegov uspeh in z njim skupaj tudi kaj narediti? V življenju človeka je zanimivo to, da prav to določanje zavira razvoj. In zato pri nas v Sloveniji ni lepo, da morajo znanstveniki dokazovati, kaj potrebujejo, da morajo poklici imeti določene točke, po katerih dobijo osebni dohodek, in da morajo zato biti številne seje in predsedniki in podpredsedniki in svetovalci in ne nazadnje, en sam človek nima časa čakati. Vsak dan je nov dan in vsak dan si mi želimo naprej v to, kar je v nas in kar si želimo uresničiti. Zdravljenje je bolj podobno eksperimentiranju, ugibanju, preizkušanju, kot pa izvajanju nečesa, kar je že dokazano. Tukaj bi dodala samo to, da vse terapije in vse, kar probajo z nami in kar tudi preizkušajo, ne velja za vse ljudi. Nekaterim pomaga, drugim pa ne. Nikakor pa se ne strinjam s tem, da moramo preiti na stran tablet, praškov, ki se celo reklamirajo po televiziji, po ulicah, po avtobusih, kot bombončki, pa še ti so škodljivi. Pomembno je samo barva in koliko miligramov je česa. Kdo mi pa lahko pove, koliko miligramov mora pojesti moj otrok, da bo znal zapeti lepo pesmico, narisati krasno risbico ali povedati nekaj, kar še nihče ni povedal? Oziroma, da si bo upal nastopati v javnosti ali da bo kar naenkrat odkril nekaj novega. Ali se res ne zavedamo, da v naših možganih že vse obstaja in jih ne smemo zastrupljati z ničemer, kar blokira avtonomni živčni sistem, kar posledično vpliva na vse vitalne organe. Medicina, ki zase trdi, da je utemeljena na dokazih, priznava, da se dokazi nanašajo na dokazano verjetnost, da bodo postopki in farmakološki pripravki povzročali določene posledice z neko sprejemljivo verjetnostjo in z nekim sprejemljivim tveganjem. Prevedeno običajni jezik. Zdravilo A bo v X odstotkih povzročilo posledico B, korist, in v Y primerno posledico škodo. Te škode pa nihče ne vidi. Tudi, če se je zgodila, tudi, če človek umre, tudi, če dobi krče, epileptičen napad, tudi, če ne zmore to, kar je pred medikamentoznim zdravljenjem zmogel. O tovrstnih dokazih in njihovi nezanesljivosti malo kasneje. Tukaj pa je pomembna ugotovitev, da je medicinski dokaz le statistična verjetnost. Torej, smo vsi v krogu statističnosti. Do tega leta moraš to, do tega leta moraš to in primerjamo. Ne moremo primerjati, kdaj bo kdo gledal, shodil, mislil, spregovoril, kaj šele opravil test, da bomo na podlagi tega ugotovili, da je sposoben za določen poklic. Zakaj se iz roda v rod vidi, da se učimo vse življenje? Zdaj,
ko je pa znanost medikamentoznega področja tako velika in imamo mnogo strokovnjakov na področju psihologije, pedagogike, pedopsihologije in različnih ved, ki naj bi proučevali človeka, zakaj bi pa drugi ljudje morali mene proučevati? Zakaj pa ne bi sami sebe proučevali? Zakaj se v šolah ne učimo neurolingvističnega programiranja? Ne, potrebno je, da ljudje zaslužijo na tem, da mi spoznamo, kdo smo, kdaj lahko se smejemo, kdaj lahko jokamo, kako hitro lahko govorimo in s kom lahko komuniciramo, da bomo uspeli. Teza, da je farmacevtska medicina utemeljena na dokazih, namiguje, da druge medicine, načini skrbi za zdravje, niso utemeljeni na dokazih. Psihiatrija, na primer, obstaja 200 let. To se pravi, če hočem dobiti krasen poklic, ustrezno plačo in si kupiti lepo stanovanje in imeti otroke, moram iti k določenemu psihiatru. Tukaj se pa meni postavlja vprašanje, ki je bilo zadnje čase tako nesramno, da je razburkalo javnost. Ne bom omenjala imen, ampak dva zelo znana človeka, ki naj bi predstavljala slovensko državo, sta si preprosto poiskala pomoč psihiatra, ki jim je napisal mnenje, da nista sposobna odgovarjati za svoje dejanje. Prav gotovo, če bi jaz ukradla toliko stvari, če bi nakupila toliko stvari, če bi uničila gospodarsko podjetje, če bi ukradla nekaj, kar je mogoče tako vredno, da ta človek za časa svojega življenja ne bo vrnil, pa če mu vzamejo vse, kar si je prislužil, prav gotovo bi šla takoj v zapor. Ker ne spadam v ta znanstveni statistični krog. In prav tako se dogaja otrokom, kar je zelo krivično. Zakaj otroci na srčni kirurgiji umirajo in se zdravniki sprehajajo pred televizijskimi kamerami in se smejejo in čakajo, kdo mi pa kaj more? Naj omenim mojo sosedo, ki je delala na področju medicine in mi je rekla: Jasna, danes v Sloveniji ni več nobenega nadzora. Edini nadzor je denar. Celo poklic nič ne pomeni. Pomeni samo to, da je delo opravljeno na podlagi tistih, ki hočejo zaslužiti. Kakšni bogati ljudje, pa če jih je 6, 7, 100, 1000 ali milijon, imajo pravico uničevati ljudi samo zato, da ima nekdo plačo, da se kupuje zdravila, da se zdravnike uvaža iz tujine in potem se prepirajo, kdo je zakaj odgovoren. Oprostite, da bom to rekla, danes sem edina jaz odgovorna za to, ker govorim na tem stolu. Nihče me ni prosil, nihče me ni nagovoril, nihče me ni plačal in nikamor se v življenju ne bom prerinila. Sem samo mati 3 otrok, po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok. To je edina moja naloga, da povem, da imam tega dovolj. Edini upoštevanja vreden dokaz pri vrednotenju zdravilnih učinkov in postopkov bi moralo biti število ozdravljenih in zdravih. Poznam osebe, ki so se zdravile več let. Oprostite, da nimam njihovih slik, ne smem, zaradi varstva podatkov, ampak te ljudje si niso več podobni. Njihova telesa so zmaličena, zatečena, njihov govor ni tak, kot bi moral biti. Zatrti so, potolčeni, tihi in ne upajo si dvigniti glas. In tudi zaradi teh ljudi sem danes tukaj. Kajti mene boli srce, jaz ne morem spati, ko vidim, kako težko pridejo v samostojno ekonomsko življenje, samo zato, ker so zaupali stroki, ki naj bi bila znanstvena, z vsemi inštitucijami, pa verjetno še vse nisem naštela. Naprimer, če od 100 oseb z astmo z neko alternativno obliko zdravljenja pozdravimo 50 oseb, bo državna medicina trdila, da ne obstajajo dokazi o učinkovitosti te metode, medtem ko bo za svoje simptomatsko zdravljenje, ki trajno ne pozdravi niti enega astmatika,
trdila, da je utemeljeno na dokazih. Naj razume, kdor lahko. Isto velja za področje psihiatričnega zdravljenja in isto velja tudi za področje distrofije mišic, lokomotornega aparata, za slepe, za gluhe in za tiste, ki imajo cerebralno paralizo. Kdo pa tukaj naredi največ? Ljudje, ki imajo srce in moč in vztrajanje, ki imajo velik optimizem in s vsem svojim bitjem pomagajo tem ljudem, da lahko vstanejo, da se oblečejo, da lahko pojejo in se vključijo v družbo in zvečer srečni zaspijo. Ne glede na starost, vsak človek si to zasluži. Tudi tisti, ki se je komaj rodil, ki mu srček nagaja in ga pustijo, da njegovo srce umre. Vzdrževanje nadzora nad boleznijo ali lajšanje tegob ni nekaj, po čemer bi državljani hrepeneli. Ni cilj skrbi za zdravje. Če si ne bomo kot cilj postavili števila zdravih državljanov in če to ne bo merilo medicinske učinkovitosti, se bo človeštvu pisala žalostna zgodovina intenzivne in učinkovite skrbi za bolezen, ki bo proizvajala nove bolezni. Nove diagnoze, nove strokovne veje, nove strokovnjake. Vse se vrti okrog tega. Kajti zdravi posamezniki so sila redki, neskončne množice bodo življenjsko odvisne od vseživljenjskega in rednega jemanja kemikalij za nadzor bolezni. Tisti, ki bo nadziral bolezen, bo nadziral svet. Se pravi, najvišja vrednota človeka je nadzor. Imamo knjige, v katerih se lahko zazremo vase. Imamo strokovnjake, ki nam povejo, kdo pravzaprav smo. Imamo knjige, ki nas motivirajo. Imamo knjige, ki nam pomagajo do večje logičnosti, do večjega razmišljanja. Imamo križanke. Vse imamo, ampak ne. Potrebno je iti k strokovnjaku, da ti on določi, kaj boš uporabljal. In v poplavi vsega tega, kaj naj se odločim? Samo zato, ker sem drugačna, ker ne morem sama jesti, ker sem bila poškodovana v prometni nesreči, ker sem bila že taka rojena, ker se je to kasneje zgodilo zaradi neke bolezni, ali zato, ker nisem znala korelirati svojih čustev. Pri tem obstaja tudi knjige, od katerih lahko preberemo marsikaj, ampak kaj se nas bo dotaknilo? Katera beseda nam bo dala vzgon za naprej? Kateri človek se nam mora približati na pravi način, da mu bomo lahko verjeli in bomo šli naprej? Kaj je sreča? Iz vprašanj na teh straneh je jasno, da je sreča tesno povezana s samospoštovanjem in samozavestjo. Kaj je sreča, če si tekmovalen, če si zahteven, če si pretirano ambiciozen, napet, nesproščen? Kadar imamo veliko potreb, moramo ločiti, katere potrebe so dominantne. Ampak, dragi moji, ali se znamo ceniti? Ali preko teh potreb ne izražamo samo to, da nočemo biti drugačni? Kaj pomeni enaka možnost? Tega preprosto ne razumem. Gledam ljudi, ki najdejo čas zase. Gledam ljudi, ki ne uspevajo na čustvenem področju. Gledam ljudi, ki skrbijo za druge na telesnem, psihičnem, fizičnem, prehranskem področju. Kdo so ti ljudje? Ti so ljudi, ki jih ta ista družba, ki monetarno dviguje svoj nivo, ne ceni dovolj in jih ne plačuje. Veliko je bilo govora o tem, da morajo ti delavci imeti take plače. In potem gredo na cesto in potem reče predsednik, jaz se pa s cesto ne bom dogovarjal. Kdo pa je cesta? Cesta vodi iz mesta do mesta, od ljudi do ljudi, od človeka do človeka. In predsednik, ki smo ga mi izvolili, vehementno reče, zaupal sem tem ljudem, branil bom to. Koga bo odbranil?
če nikoli k nikomur ne gre in ne vidi, kako živi, če posluša svetovalce, ki popolnoma nič ne vedo o nas, ker niso iz naše države in ne poznajo naših ljudi in naših razmer. Ne moremo biti taki, kot nekdo na Irskem ali v Ameriki ali v Avstraliji ali v Afriki ali v Aziji ali v Indiji ali Mezopotamiji. Celo vesolje, konglomerat, vez, ampak mi govorimo brez veze. Kaj, ko bi enkrat utihnili in pričeli delati v naše dobro? Za vsakega dojenčka obstaja upanje. Če ga ta, ki normira, zna postaviti v pravilne norme, v etični kodeks in nima od tega nobene koristi, korist ima samo ta dojenček, ta otrok, ta mladostnik in ta odrasel človek. Zdaj že veste, kako vidite sami sebe? Če ste globoko srečni, imate verjetno trdno samopodobo. Kaj pa je samopodoba? To, da se gledamo v ogledalu drugih ali da se gledamo v svojem ogledalu. Samopodoba je samo ena in edina. In nihče ti ne more določati, kakšna bi morala biti. Kot moda, enkrat moraš veliko govoriti, enkrat ne smeš jokati, drugič ne smeš kričati, tretjič ne smeš zahtevati, preprosto ne smeš se izražati. In zdaj nastopijo vaje in pričnemo vaditi različne aktivnosti, fizične, psihične, estetske in potem nastopi spet monetarni sistem različnih šol in dejavnosti, ki vam obljubljajo, da boste najbolj uspešni, najbolj srečni, najlepši in boste v krogu ljudi, ki vas bodo sprejeli in vesolje vam bo pošiljalo energijo. Ampak vesolje obstaja v nas. Večina trdi, da je čas dragocen, da dan nima dovolj ur za vse, kar bi radi naredili. Ampak jaz se včasih spomnim reka, vedno najdeš pravi čas za stvari, ki so najpomembnejše. Za spremembo si najpomembnejš ti sam. Dan se po jutru pozna. Ura zamujena, ne vrne se nobena. Pojdimo nazaj v čas, ko ni bilo vseh teh žalostnih zgodb, ki jih odkrivamo sproti v tej visoko razviti civilizacijski družbi. Poglejmo plemena, ki jim pravimo, da so primitivna. Ne pobijajo se med seboj, ne uničujejo naravo, ne uničujejo medosebne odnose, napredujejo in mi hočemo, da grejo k nam, da bodo civilizirani. Ampak oni že tisočletja živijo povsem zadovoljno, dokler niso naši strupi prišli k njim. Strupi v obliki bolezni, v obliki pridobitništva, kraja, rud in spreminjanja njihovega načina življenja in teptanja njihovih duš in osebnosti. Meni je zelo težko, kadar brskam po medmrežju in iščem novice. Včasih mi je slabo, včasih me je dobesedno sram, da sem človek. Morda bi bilo bolje, da bi bila žival, ker žival kaj takega med sabo nikomur ne naredi. In kaj mi učimo naše otroke? Da nas morajo posnemati. Zakaj? Otroci so tako drugačni in tako spontani in tako veseli in tako radoživi, da preprosto ne potrebujejo takih knjig in takih pravljic in takih risbic in takih barv in take mode in takega načina in take družbe, kot jo določajo odrasli. V psihiatričnih ustanovah srečujemo ljudi, ki imajo družine. Njihove družine sprva verjamejo, da bo to uspeh, ampak mnogokrat je že prepozno in uspeha ni. In ko tak človek dobi kakršnokoli trdilno diskinezijo, tresenje,
motnje srca, okvaro jeter, pretirano debelost, takrat rečejo, da je to bolezen. Ne, ni bolezen. Bolezen je povzročena takrat, kadar tujek pride v moje telo. In kdo je to napisal? In kdo je to izdelal? In kdo je to poslal? In on zagovarja svojo drugtino. Imela sem prijateljico, ki je bila povsem samostojna. Danes ne vem, če je samostojna. Ko jo srečujem, ni niti senca tega, kar bi lahko bila. In potem nastopi invalidska komisija. In prideš v ta mlin. In kaj ugotoviš? Ugotoviš, da poklicne rehabilitacije ni za določene ljudi, čeprav ti jo obljubljajo. In kaj storiš, ko se pri 20, 25, tam do 30 zgodi invalidska pokojnina? Kaj boš počel? Kje so tvoje sanje? Kje so tvoje želje? Kje so tvoji upi? In kdo ti lahko to določa? Najvišji strokovnjak. Tisti, ki je ugotovil, da brez teh tablet ne boš uspel. Obstajajo pa ljudje, ki dobijo invalidsko komisijo in ta jim določi, da morajo delati prav tako kot tisti, ki nimajo nobene motnje, ki nimajo nobene psihične, fizične motnje, odvisno, kaj vidi komisija. Kdo pa je ta komisija? Kdo pa so ti ljudje, da imajo pravico določati? Čeprav imaš cel kup papirjev. In potem se ta ista oseba pritoži na zdravniško zbornico, k varuhu človekovih pravic in išče pomoč pri različnih zdravnikih. Ne. Če se ne pišeš pravilno in če besede niso pravilno napisane, ne boš oproščen in ne boš mogel sprejeti dejstva, da si odvržen kot cmet. Še cmet se reciklira. Kaj pa človek? Meni se včasih zdi, da od tega določanja, kdo moraš biti, kaj moraš postati in kakšen moraš biti, da si všečen, nikamor več ne pridemo. Najhuje pa mi je, kadar se v gibanju za javno zdravje zberemo ljudje s svojimi mnenji in jih pošiljamo in govorimo in pišemo in čakamo. In potem so zakoni taki in drugačni. In nikamor ne pridemo, ker je tudi tam vse normirano. Koliko žlic lahko poješ, koliko plenic lahko dobiš, kateri voziček je za tebe, kakšna terapija je dobra in celo koliko dni. Najhuje pa mi je, da morajo starši otrok trpeti in čakati, da otrok lahko umre in zdravniki določijo, da je že umrl in morajo starši zbirati zamaške, da gre otrok lahko na zdravljenje. In mi ljudje zbiramo samo prispevke in rada bi videla, kdaj bo naša vlada prenehala s tem poniževanjem človeških vrednot in malega bitja. Kdaj so oni na hitro odločili, da pomoč mora biti tukaj in zdaj, ne pa da se čaka dobroto ljudi. Oni pa se nasmihajo v kamere, odpirajo in zapirajo vrata in so tako mogočni, da jih nič ne gane. Koliko solz so naši vladni predstavniki potočili in vsi v parlamentu in na vseh ministrstvih, ki so odgovorni za to, kar se dogaja, za te uboge otroke. In potem morajo starši iskati odvetnika, ki je pripravljen zastopati to ogromno krivico, to mučanje, to čisto navadno, dovoljeno ubijanje. Ubijanje je danes šport. Katerikoli kanal na televiziji odpreš, poln filmov o trpljenju. Kdo to potrebuje? Polno oddaj o tem nasilju. Kaj je nasilje? Nasilje je lahko spet prestiž za zaslužek. A ni lepo? Ne.
Nikomur ni lepo, niti živali, niti človeku, kaj šele otroku. Zakaj ne bi dan začeli z veselim občutkom in z eno polno voljo in z elanom in z upanjem, da smo vsi ljudje različni, v bistvu smo pa enaki. Želimo biti zdravi, zadovoljni, želimo dosegati to, česar se zavedamo, da nam je najbolj pomembno. Kam naj se obrnem? V katero kamero naj pogledam? Kakšen nasmeh naj imam? Kakšno frizuro? S kom naj se družim? Kakšno obleko naj oblečem? Kakšen glas naj uporabim? Lahko cepetam, lahko jokam, lahko se smejem, lahko pa se naredim, da vsega tega ni in živim, kot da je vse v redu. Meni je to vedno težje. Ne morem gledati teh ljudi, ki niso moji, ampak povsem otok, ki si ne zna pomagati. In ko takega človeka povprašaš, te gleda začudeno, da mu je kdo ponudil roko, da mu je dal idejo, da ga je popeljal kakšnemu človeku, ki mu bo pomagal. Človek človeku, zver ali ptica, krivica ali pravica, človek človeku danes ali nikoli jutri. Zakaj je tako? Kdo pravzaprav to odloča? Mi odločamo in nas nočejo poslušati. In zato so se spravili v neka ogledala, ki so drugačna od naših, ki so lepša, ki so boljša, ki so okrašena in nimamo več obrazov, imamo samo še imena, imamo titule, imamo samo še kanale, po katerih se že vnaprej ve, da bomo zmagali. Kaj pa je to zmaga? A je zmaga nad dobrim kaj več vredna kot zmaga nad slabim? Mislim, da ni nobene tehtnice tako grozne, kot tiste, ko mirno gledamo, kako se ubija otroke in oni ne morejo niti svojega glasu povzdigniti. In kam je naša Slovenija prišla? Aha, mi smo zdaj samostojni. Kaj pa pomeni samostojnost? Da lahko sami v mejah, ki jih določamo, uničujemo otroke in odrasle. Saj so nam to v tujini povedali, saj tako pravijo strokovnjaki, saj bodo ljudje pozabili. Nikoli ne bomo tega pozabili. Zakaj ne? Zato, ker večina nas, katerih se ne sliši glas, govori to, kar je za nas pravilno, kar je plemenito, kar je humano, kar je etično in kar pomeni, da gre napredek samo v tisto smer, kjer so naravni zakoni sprejeti tako kot dan in noč, kot teče voda, kot sije sonce, kot lahko dihamo zrak, kot se lahko premikamo in gremo višje, tako visoko, da ko pogledamo dol, ne moremo verjeti, kam smo prišli. Ampak ta čas je tukaj in zdaj. Vsak dan je drugačen. Morda kdo podvomi, ampak jaz sem prepričana, da če bomo vsi ljudje stopili skupaj in se organizirali in dokazali peščici teh koristoljubcev, da tako ne moremo več živeti. Tudi njihova življenja niso večna. Denar je samo papir. Človek pa je človeku lahko moč za naslednje rodove. Pa poglejmo nazaj, kako so ljudje živeli, kam so prišli in mi pravimo, da smo mi boljši. V čem smo mi boljši? V čem smo bolj napredni? V čem smo bolj znanstveni? V tem, da določamo, kdo gre lahko z nami. Vsi gremo lahko skupaj, tako, da si med seboj pomagamo, da damo roko tistemu, da damo glas tistemu, ki ne more več. Da mu pustimo do besede, da se sam izrazi, da pove, kaj želi. Kaj se dogaja v človeku, ko lahko pove, kaj želi?
ko pozabi na vse slabo, kar se je zgodilo, takrat človek nima več nobenih ovir. Pa tudi, če lahko samo vstane iz postelje, pa tudi, če lahko prebere knjigo, če lahko zaigra na glasbilo, če lahko zapleše, če lahko gre med ljudi in se z njimi druži in se počuti prijetno. To je bistvo človeškega življenja, ne pa neko določanje preko materialnosti, preko zakritega gospodarskega napredka, preko nekih procentov, ki so lahko lažni, lahko pa so tudi izkrivljeni. In kam to pelje? To pelje v to, da smo drug drugemu obraz in glas in pomoč. To pelje k temu, da tukaj ni nobenih mej, nobenih številk in nobenih združevanj, ki so zelo imenitna. In vse ustanove, ki jih imamo danes, bi morale služiti prav temu namenu. Ne pa, da se ljudje sprehajajo po hodnikih, gledajo na papirje, pod katero številko je tvoj primer, ali bo rešen, ali bo počakal v predalu. In kako pomembnega odvetnika si boš dobil? Za področje duševnega zdravja ni odvetnikov, ki bi delali v prid posameznikov. Tukaj so odvetniki, ki delajo v prid medicinske sfere, ki se imenuje psihiatrija. To se pravi, že naprej si določen, da ne boš zmogel. In vsa stvar ne pelje popolnoma nikamor, ker tudi te ljudje bojo enkrat odšli. Mi pa moramo vztrajati, da bo napredek v nas samih, v naših potomcih in v tistih, ki še čakajo na to, da pridejo v življenje. Zato, ker življenje je samo eno in to življenje moramo izkoristiti tako, da smo zadovoljni, da se družimo na vseh področjih družbenega življenja. Ne pa, da čakamo, kdaj bomo lahko s svojim glasom, svojo besedo, z imenitnostjo dobili prostor na tej zemlji in si našli srečo in zadovoljstvo. Morda govorim preveč visoko, morda govorim preveč nizko, morda se ponavljam, ampak dejstvo je, da se da to povedati vse v enem stavku. Človek je na svetu zato, da ni sam, da ni osamljen, da ni negiran, da ni zavržen, da ni prestižen, predvsem pa, da ni druge krvi, da ni drugega rodu in si lahko zato vse dovoli. Ker taki ljudje, ki se zanimajo za drug drugega, ki si pomagajo, taki ljudje bodo peljali svet naprej. Vsak od nas je nekaj sposoben. Tudi če je na vozičku, tudi če leži, lahko dela z rokami, lahko dela z nogami, lahko da nima ne rok, ne nog, lahko da nima oči, lahko da ne sliši, ampak v naši notranjosti vse deluje. Tako močno, da bi morali imeti pravico in resnico, da se to izraža. Zato, ker samo izražanje sebe pelje naprej, zatiranje sebe pa ne pelje nikamor. In kaj šele normiranje preko določenih ljudi in kaj šele knjige, ki ti pokažejo pot, in ko jo prebereš, ugotoviš, da je vse to že v tebi, da se vsega tega nisi zavedal, ampak na poti, ki ti je bila postavljena, nisi preprosto zmogel iti sam naprej, glede na sebe, na svojo samopodobo, na svojo vizijo, na svoje težnje in na svojo srečo.